Začetek evangelija Jezusa Kristusa, Božjega Sina, kakor je zapisano pri preroku Izaiju. Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot. Glas vpijočega v puščavi. Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze. Tako se je pojavil Janez Krstnik v puščavi in je oznanjal krst preobrnenja v odpuščanje grehov. K njemu je prihajala vsa judejska dežela in vsi Jeruzalemčani. Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe. Janez je bil oblečen v kameljo dlako in imel usnjen pas okoli ledi. Jedel je kobilice in divji med. Oznanjal je: Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in mu odvezal jerme njegovih sandal. Jaz sem vas krstil v vodi, on pa vas bo krstil v svetem duhu. Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in Janez ga je krstil v Jordanu. Brž ko je stopil iz vode, je zagledal nebesa, ki se razpirajo, in duha, ki se je spuščal nadenj kakor golob. In zaslišal se je glas iz nebes: Ti si moj ljubljeni sin, na teboj imam veselje. Takoj na to ga je duh odvedel v puščavo. V puščavi je bil 40 dni in Satan ga je skušal. Bil je med zvermi in angeli so mu stregli. Ko pa je bil Janez izročen, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in govoril: Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju. Ko je šel ob Galilejskem jezeru, je zagledal Simona in Andreja, Simonovega brata, ki sta metala mrežo v jezer. Bila sta namreč ribiča. Jezus jima je rekel: Hodita za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi. Takoj sta pustila mreže in šla za njim. Ko je šel malo naprej, je zagledal Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza, ki sta bila tudi v čolnu in popravljala mreže. Takoj ju je poklical in pustila sta očeta Zebedeja z najemniki v čolnu ter odšla za njim. Prišli so v Kafarnaum, takoj v soboto je šel v shodnico in učil. Strmeli so nad njegovim naukom, kajti učil jih je kakor nekdo, ki ima oblast, in ne kakor pismouk. V njihovi shodnici pa je bil prav tedaj človek z nečistim duhom in je zavpil: Kaj imamo s teboj, Jezus Nazarečan? Si nas prišel pokončat? Vem, kdo si. Sveti, Božji. Jezus pa mu je zapovedal: Umolkni in pojdi iz njega. Nečisti duh ga je stresel, zavpil z močnim glasom in šel iz njega. Vsi so se tako začudili, da so razpravljali med seboj. Kaj je to? Nov nauk z oblastjo. Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni.
In glas o njem se je takoj razširil po vsej okolici Galileje. Ko so prišli iz shodnice, so se z Jakobom in Janezom takoj napotili v Simonovo in Andrejevo hišo. Simonova tašča je ležala, ker je bila vročična, in brž so mu povedali o njej. Pristopil je, jo prijel za roko in jo vzdignil. Vročica jo je pustila in ona jim je stregla. Ko pa se je zvečerilo in je sonce zašlo, so prinašali k njemu vse bolnike in obsedene. Vse mesto se je zbralo pred vrati in ozdravil je veliko bolnikov z različnimi boleznimi in izgnal veliko demonov, ki pa jim ni dovolil govoriti, ker so ga poznali. No, vse zgodaj, ko je bilo še čisto temno, je vstal, se odpravil ven na samoten kraj in tam molil. Simon in njegovi tovariši so mu sledili. Ko so ga našli, so mu rekli: Vsi te iščejo. Rekel jim je: Pojdimo drugam, v bližnja naselja, da bom tudi tam oznanjal, kajti zato sem prišel. In prihajal je v njihove shodnice, oznanjal po vsej Galileji in izganjal demone. K njemu je prišel gobavec in ga na kolenih prosil: Če hočeš, me moreš očistiti. Zasmilil se mu je, iztegnil je roko, se ga dotaknil in mu rekel: Hočem, bodi očiščen. Gobe so tako izginile in bil je očiščen. Jezus ga je brž jezno poslal ven in mu rekel: Glej, da nikomur nič ne poveš, ampak pojdi, pokaži se duhovniku in daruj za svoje očiščenje, kar je zapovedal Mojzes, njim v pričevanje. Ko pa je ta šel ven, je začel na vsa usta oznanjati in pripovedovati, kaj se je zgodilo, tako da Jezus ni več mogel v mesto odkrito, ampak je bival zunaj na samotnih krajih. In vendar so od vse povsod prihajali k njemu.